Dajmo, da. Gremo. Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. Moje ime je Karmen Logant in sva energijska trenerja za uspeh. To bi mogel jaz reči. Okay. Dobrodošli v Miran Karmen Show. Dobrodošli. Danes bi mogoče naredili eno temo, ki je zelo pomembna, in sicer zakaj je pomembno, da imamo v svojem življenju, za svoje življenje vizijo. In bi jaz mogoče kar začela s tem, kaj sploh vizija je, oziroma kaj pomeni imeti vizijo. Ne? Pomeni vedeti in tudi videti, kaj mi v življenju želimo doseči na različnih področjih življenja. Ali je to partnerski odnos, ali je to naša poslovna pot, kariera, ali so to naše neke sposobnosti, vrline, ki jih želimo razviti, cilji, ki jih želimo doseči, kakšno partnerstvo želimo, kako se mi želimo vedeti v partnerstvu, kaj želimo od partnerja, kaj je najno skupno poslanstvo, cilji. Skratka, vse, kar želim doseči in ustvariti tako na poslovnem, osebnem in partnerskem življenju. In bi ti še kaj dodal? Kanček. V bistvu vizijo na nek način jaz vidim kot neke vrste kompas v našem življenju, kam smo mi namenjeni. Ne? Ker če gledamo dejansko skozi zgodovino, ne, ta vizija skozi zgodovino se je spreminjala. Ne? Če gledamo vizijo naših staršev, ne, kaj so dejansko oni hoteli od življenja. In če pogledate potem, bom rekel, v svojem življenju, kdo izmed vas dejansko še vedno živi vizijo naših staršev. Ker vizija naših staršev, ne, kompas za naše življenje je bil včasih, da pač dokončamo šolo, ne, se veste tisto, pridno se uči, da ti potem ne bo treba delati. Ne. Seveda potem, ko je kapitalizem prišel, smo ugotovili, da dejansko je treba delati. Ne. O teh stvarih bomo mogoče še majčkeno kasneje govorili, ne. Ampak potem je bila pa naslednji korak, je bila zgradi si hišico, ne. Pri nas na Gorenjskem rečemo najprej štalca, potem kravca, a ne. Se veste, kako je hišica, potem partnerstvo, ne. In potem je praktično bilo to, ne. To pomeni, da dejansko delaš, ne, seveda vrt je pomemben, ne, balkon, vrt, ne, vrt je pomemben, ne, vrtiček. Glejte, jaz se opravičujem, ne, mogoče, če bo kdo se ob tej začetku malo počutil užaljenega, vrt je pa ja pomemben, ne, drva za zimo so ja pomembna, ne, to je treba. Vse te stvari, ne me narobe razumeti, ne biti, bom rekel, užaljeni, ker če ste užaljeni, potem, bom rekel, potem na nek način veste, da vam je to pomembno, ampak da bi v bistvu potrebovali nekaj več. Ne. Ker gledajte, večina partnerstev, o tem bomo govorili mogoče tudi kasneje, ne, gre narazen, ker nima neke večje vizije. Ne. Ker v bistvu zdaj, dokončaš tisto šolo, dobiš neko službo, varno službo, ne. Tudi jaz, ko sem začel študirati dejansko na fakulteti, je moj oče na nek način že imel neko delovno mesto za mene. Ne. Je poznal nekega, ki je imel podjetje in tako naprej, se niti ni pomembno kaj in kako, ne. Ampak dejansko, če bi jaz šel po tej viziji, ne, potem pa zgradiš hišo, ne, imaš otroke, ne, in potem v bistvu, kaj pa potem? Potem pa počitnice, vikendi, ne? Ja, ampak potem je edina vizija, da čakaš, ne, zdaj pa čakamo, da otroci odrastejo. Zdaj se pa time out, ne, zdaj se pa življenje ustavi, ne, zdaj pa vse podrejeno našim otrokom in tako naprej, ne. In potem otroci grejo od doma in potem se vprašaš, a je to res to? Hej, halo, zakaj živimo? Za tisti vrt, za hišo. Glede, moja starša sta gradila hišo, da bodo 3 generacije pod isto streho. Prva stvar, ki se je zgodila, je, da pač vsi smo pobegnili od doma. Ne. Koliko izmed vas, ki ste starši, ki imate otroke, ki ste imeli nek tako zgodbo, ne, dejansko se vam potem zgodi, prva stvar je, da otroci gredo od doma, ker imajo drugačno vizijo, o tem moramo še tudi majčkeno pomeniti, ne. In dejansko, in potem ostaneš sam doma s prazno hišo,
prej je bilo tvoje življenje, tvoji otroci, služba, tretje. To pomeni, da dejansko vprašati se moramo, a mogoče obstaja še kaj več. Kako lahko naredimo neko vizijo, ki je mogoče majčkeno večja, kot pa tisto, kar smo jo slišali od naših staršev. Ker vizija naših staršev, še prej, recimo, če gremo še na generacijo kasneje, pred naše starše, kaj je bilo pa tam? Življenje na kmetiji, rabili so delavce, delali so otroke, Saj ne gre za to, da takrat otroke dajte stran, kondomov še ni bilo, pa da je zato bilo toliko otrok, ampak dejansko več kot je bilo otrok, več je bilo rok, ki so lahko pomagale in dejansko na ta način je življenje šlo naprej. In to je bila vizija, treba je bilo preživeti, tretje kmetija, seveda potem naslednja vizija je bila, da so šli študirati in tako naprej. Kaj je zdaj tukaj, bomo mi še malo pogledali naprej, ampak prva stvar je, vprašajte se, kakšna je vaša vizija, kaj sploh hočete, v katero smer dejansko ste namenjeni. Ker v bistvu, dam še malo besedo. Ja, ker v bistvu vse to, kar recimo so nam starši predali, je na nek način ampak včasih, v katerih mi živimo in to, kar mi zdaj potrebujemo in to, kar čutimo in kako se prebujamo kot osebe, kot ljudje, kot človeštvo, pa nas v bistvu sili naprej, ker hočemo več, ker vemo, da obstaja nekaj več in prav je, da gremo naprej za tem več. In v bistvu tudi, če zdaj pogledate, pa vidite, da mogoče nimate neke večje vizije, kot so imeli vaši predniki, je mogoče čas, da naredite revizijo in pogledate, če sam ne vidim, kdo mi lahko pokaže, kaj obstaja še več, kam se lahko obrnem pozornike, kje vidim ljudi, ki v življenju dosegajo stvari, ki jih jaz želim doseči, ali pa vsaj čutim, da je nekaj, kar me žene, da bi morala se premakniti ali pa moral se premakniti in da greš naprej. Se mi zdi, da se časi spreminjajo in da mi moramo iti tudi naprej, da če hočemo več, moramo tudi postati več in v bistvu si zastaviti cilje, vizijo na vseh področjih našega življenja, ker drugače ne bomo mogli iti naprej, ker v bistvu ta vizija je tudi naša, bom rekla, motivacija, je tudi tisti smisel, nam daje v bistvu smisel našemu življenju, je naša usmeritev, pot, kam gremo, ker najlažje v življenju je živeti kar tako, da se prepuščaš, da pač greš v službo, narediš tisto, kar je treba za otroke, se posvetiš partnerstvu, pol je že itak konec tedna, smo utrujeni, si treba malo spočiti, pa pol nas čaka kup perila, pa pol je v nedeljo treba iti še malo ven, da malo uživamo, in v bistvu ves čas smo v enem kalupu in življenje pač gre in pa si star 40, 50, x let, se niti ni pomembno in se vprašaš, kam so ta leta šla, kaj sem pa delal v tem času. In v bistvu zato je pomembno, da redno gledamo, kam gremo, ker v bistvu vizija je smer našega življenja. Ja, glejte, v bistvu druga stvar, ki je tukaj pomembna, da sam se navežem tole, ko je Karmen govorila, je dejansko, kot sem rekel, vizija, usmeritev mojega življenja. Dostikrat, ko delam z strankami, ki pridejo do mene reševati razne situacije na področju partnerstva, in potem začnemo gledati, pa ti, prva stvar je, kakšno vizijo imaš ti za svoje življenje, kakšno vizijo ima partner za njegovo življenje, kakšna je vajna skupna vizija, ker v bistvu, ampak to, da danes ni tematika, bomo kdaj drugič pogovarjali, ampak dejansko v življenju, ena stvar so pričakovanja, ki jih imamo, pričakovanja so drugače, drugimi besedami tudi vizija, ki jo imamo v življenju, vizija za partnerstvo, kako si sploh ti predstavljaš, da partnerstvo izgleda, kako si predstavljaš, da tvoje življenje izgleda, kako si predstavljaš, da tvoj posel izgleda, kakšno imaš ti vizijo za vzgojo otrok, kako boš vzgajal svoje otroke. A dejansko partner to ve? A ve, kaj ti pričakuješ? A ve, kaj ti pričakuješ od partnerja? A ti potem dejansko veš, bom rekel, da lahko ti sploh to pričakuješ od partnerja? Če imam jaz, recimo, moja vizija
je recimo, ne vem, da je moja partnerka doma, skrbi za otroke, kuha kosilo in da ko pridem domov iz službe, ne, da je stanovanje pospravljeno. Njena vizija pa je, naprimer, da bi delala kariero, da bi bila uspešna in tako naprej. Halo, kje so zdaj otroci, kdo bo na otroke, kako to? Ker v bistvu, če imam jaz neko vizijo, ne, enostavno to vizijo moram skomunicirati. Ne. To je prva zadeva, ne, ker pričakovanja, ne, vizija vsebuje neka pričakovanja in vizija dejansko vsebuje neke vrednote. Kaj je za mene pomembno? Kakšne so moje vrednote. In potem je še neka skupna vizija, kaj midva hočeva narediti, kam hočeva iti kot par. Seveda tukaj se ogromno ljudi vpraša, ok, rad bi imel neko večjo vizijo, ne? Ampak kaj to sploh lahko je? Ne? Ker v bistvu, a me razumete, plejte, recimo, ok, jaz sem tukaj pač, midva sva coacha, trenerja za uspeh in tako naprej. Najna vizija je seveda, da predava to sporočilo, da pomagava čim več ljudem in tako naprej, da razširiva to sporočilo, da pomagava tudi na svet, da greva na mednarodno sceno, ne? To je dejansko najna vizija. Ampak potem, bom rekel, večina običajnih, v narekovaju ljudi, pa se vpraša, ok, kaj pa zdaj je lahko moja vizija? Ne? In plejte, prva stvar, ki tukaj je, v bistvu partnerstva ali pa življenje, pride v neko situacijo, pride do nekih konfliktov, pride do dolgočasja. Kdaj pride do dolgočasja? Je takrat, kadar smo mi dolgočasni, kadar se nič ne dogaja. Kdaj se nič ne dogaja? Kadar nič ne delamo. Kaj pomeni, da nič ne delamo? Ne? Prva vizija bi morala biti v našem vsakdanjem življenju, ne glede na to, plejte, če gledate tole, zagotovo delate na sebi. Ne bom rekel, da mislite, da delate na sebi, ker plejte, so različni nivoji. Jaz sem v mladosti bil profesionalni kolesar, ne? To je pomenilo, da pač treniram od 2 do 4 ure dnevno, da imam vsako soboto, nedeljo tekmo in tako naprej. Ne? In potem, ko se pogovarjam z ljudmi, ki so včasih, vprašam, ne, kaj si pa ti v kakšen športom se ukvarjal. Ja, jaz sem pa kolesaril. Okay, kaj pa to pomeni? Ja, to pomeni, ne vem, 3-krat na teden 20 km ali pa 30. A me razumete? Ne? In tudi osebna rast je to, da recimo enkrat na mesec eno delavnico, ampak to je premalo. Če hočeš ti osebno rasti, moraš delati na sebi dnevno. Ne? In če delaš ti na sebi dnevno, če se ti razvijaš, in potem seveda, da greš še na kakšno delavnico, da občasno si pač, bom rekel, se odločiš narediti večji preskok v življenju, greš v kakšno mentorstvo, si postaviš še večje cilje, ampak to je druga zgodba. Ne? Ko ti delaš na sebi, ko se ti konstantno razvijaš, potem, ko se oba partnerja konstantno razvijata, potem dejansko nikoli ni dolg čas in dejansko odnos nikoli ne zastara. Ne? In v bistvu vizija je torej točno to, da mi v bistvu ugotovimo najprej, kaj želimo, ne? To je naša neka vizija, potem pa v bistvu, da tudi te zadeve damo v neke merljive aktivnosti, v aktivnosti, ki jih bomo izvajali vsak dan, ne? Da se vsak dan sprašujemo, ali smo zdaj naredili to, kar smo hoteli narediti. Ne? In v bistvu, če to oba partnerja delata, ne? Hotela sem pa to navezati na to, kar si ti prej rekel, da rastemo pa se razvijamo, ker osebna rast ni samo, da ti sediš doma pa bereš knjigo, ampak je osebna rast, da se vidi v življenju. Zakaj bi sploh osebnostno rastel? Ne? Ker plejte, recimo, ogromno ljudi pač hodi v službo, na šiht, okay? Na šiht. To je dediščina naših staršev. Okay? Ker v bistvu novodobno je, da imaš svoje podjetje. Okay? Večina izmed vas nima svojega podjetja, ne? Ker pač razne zgodbe so in tudi Slovenija še ni tako. Ampak zakaj bi se sploh osebno razvijal? Ne? Ker v bistvu prva stvar je, da moraš vedeti, kaj sploh to je, zakaj bi sploh delal, zakaj bi sploh vzel vsak dan neko knjigo, zakaj bi šel sploh na nek tečaj, zakaj bi sploh gledal neko delavnico. Ne? A me razumete? Ne? Zakaj? Jaz sem danes slišala eno zanimivo primerjavo enega coacha, ki ga spremljava zdaj, ki se učiva in skušava stvari potem dati tudi v najino življenje, ki je rekel, da je razlika v tem, da ljudje
neke stvari študirajo in delajo zato, da bi se naučili, medtem ko on bere in študira stvari zato, da bi jih vedel, ker ko ti to veš, v bistvu to tudi živiš. In tukaj je razlika, a ne, kako zadeve potem se pokažejo v realnosti in kakšne rezultate v življenju dosežemo, ne. Ok, in da gremo recimo naprej na to vizijo, ne. Prva stvar je, da se partnerja razvijata. Zakaj bi se razvijala? Zato, da začnete živeti svoj potencial. Ja. Zato, ker plejte, recimo, vsi smo bili že v hotelu z 3 zvezdicami. Ok, kdo je bil v hotelu s 4 zvezdicami? Zakaj bi sploh šel v hotel s 4 zvezdicami? Itak samo denar zapravaš. Ja. Ampak mogoče pa ni. Če ga imaš, potem ga investiraš. Zakaj ne bi šel v hotel s 5 zvezdicami? Zakaj ne bi šel v hotel s 6, 7? Ne? Mislim, da jaz sem bil v Dubaju, ki je pač neuradno 7 zvezdic. Ne? V čem je razlika 7 zvezdic? Ja, ne vem, da te pričaka vratar, ne, in te vpraša, a si ti prišel na obisk, a si tam, ne, in poveš, da si v hotelu, dobrodošel doma, ne, in recimo potem za tam ob obrokih imaš, ne vem, smo jedli slaščice, ki so bile z zlatimi lističi obložene in tako naprej. In mislim, Skratka, izkušnjo ti dajo take stvari, recimo, ki je nimaš, ne. Ena stvar je izkušnja in druga stvar je, glejte, dejansko vprašajte se, kakšen je vaš potencial. Ali živite vi vaš potencial? A zaslužite toliko, kar bi lahko zaslužili? A dejansko športate toliko, kar bi lahko športali? Ali imate partnerstvo na takem nivoju, kot ga lahko imate? Ker v bistvu, če ti ne živiš svoj potencial, če ti živiš samo, bom rekel, neko vsakodnevno življenje, potem zagotovo vam garantiram, vse sami veste, pa tukaj, plejte, kakorkoli že je, po 10, 15, 20 letih nekega partnerstva si naveličen. Zakaj? Pa gledaš skozi isto faco. Skozi v bistvu iste stvari se pogovarjaš, hodiš vedno na ista mesta na dopust, nič se ne dogaja. Ker življenje je nenehni razvoj. Seveda pač tega se nas dejansko te vizije, tega, bom rekel, poslanstva, tega življenjskega mota nam nihče ni dal, ker nam se dal, uči se, zdaj se pridno uči, da ti potem ne bo treba delati, da greš čim prej v penzion, ne, in da potem imaš noge od sebe in da dejansko, ampak razumete, ker plejte, v bistvu večina ljudi celo življenje čaka. Čaka v osnovni šoli, da bo šla v srednjo šolo, iz srednje šole, da bo šla na fakulteto, da začne delati, ko začne delati, da bo šla v penzion, ko bo šla v penzion, v redu, tukaj se počasi konča. In tukaj potem mislimo in smo razočarani, zdaj pa v bistvu je čist drugače, ker pa nimam ne sredstev, nimam ne tega. Življenje moraš živeti. Kakšna je tvoja vizija? Ali res živiš svoj potencial? Ena stvar je, da se partnerje razvijata, da imata vsak svojo vizijo, in druga stvar, da imata za partnerstvo skupaj neko vizijo, ki je večja kot dejansko samo partnerstvo. Zakaj? Zato, ker v bistvu, če midva kot par dejansko želiva postati nek vzgled, ali za najine otroke, ali za dejansko najino okolico, ali dejansko vzgled nekega ali zdravega načina, motivacije in tako naprej, ne. Ker plejte, morate eno stvar vedeti, ne, pač pred kratkim, nekaj časa nazaj mi je umrl oče, ne, in dejansko potem, ko sem, bom rekel, sprejemal pač sožalja in vseh te stvari o njegove smrti, nekaj preko Facebooka, nekaj tako, dejansko ob takih trenutkih se šele zaveš, koliko ljudi se dotakneš, na koliko ljudi imaš vpliva. Dosti ga recimo mi je oče rekel, ne, da pač v tisti njegovi mali ulici, ne, da ko je on šel na sprehod, ne, in začel hoditi na sprehod, na tam blizu imamo polje, pa potem gozd, ne, potem so še ostali začeli hoditi, je začel srečevati. A razumete? Ne? In dejansko, kakšna je zdaj tvoja vizija, ne, na tem nekem malem nivoju? Ne? Ali gledaš samo, moje življenje, itak brigaj se zase, tako kot so nas učili, ne? Ali pa dejansko se zavedaš, da mogoče lahko narediš bistveno večji vtis, bistveno večjo zapuščino. Plejte, kdo v Sloveniji recimo, pač nažalost smo bom rekel,
iz takih družin izhajamo, ne, iz take okolice. Ne. Kdo recimo že sliši od svojih staršev, moraš pustiti za sabo zapuščino. Ne. Kaj dejansko želiš, da, bom rekel, po čem želiš, da se te ljudje zapomnijo? Ne. Dostikrat je tista vaja, kot pač, da si sam napišeš svoj pogrebni govor. Ne. Kaj bi ti želela, da ljudje rečejo ob tvoji smrti? Po čem želiš, da se te spominjajo? Ok, gremo še korak nazaj. Po čem želiš, da se ti spominjaš svojega življenja? Ja. In od tega je, kakšna je tvoja vizija. Vizija je dejansko za nek osebni razvoj, ampak vizija je tudi za zabavo. Kakšno imaš ti vizijo za zabavo? Star si 70 let, nikoli se še nisi rolkal, ok, kupiš si zaščitno opremo, mogoče najameš učitelja in se naučiš rolati. Ali pa za tisto, kaj je desko. Ne? Ne? Okay. Tako da v bistvu v tej smeri. Ne? S tem, da mogoče bi jaz tukaj še dodala to, da v bistvu se, ko razmišljamo o tem, kakšna je naša vizija, ni dobro se primerjati z v bistvu ljudmi, ki so okrog nas. Ker v bistvu zaradi ljudi, ki smo trenutno nekje, mi nismo razvili se več. Ne? V bistvu tudi okolje naše vpliva in če ti rečeš, ja, sem dosegla več kot so ostali, ne? Imam večje cilje kot imajo ostali, v bistvu to ni to. Ne? V bistvu mi moramo razmišljati o tem, kaj jaz zmorem, kako se jaz lahko primerjam sam s sabo, s svojim življenjem, kaj sem si dejansko postavila za svoje vrednote, za svoje cilje, za svojo smer v življenju in ali je to vse, kar jaz lahko dosežem. Ker v bistvu ta potencial je v bistvu naš potencial, ne to, kar okolje pravi, da je. Ne? Glejte, v bistvu, ko gledamo, ko se mi pogovarjamo o osebni rasti, osebna rast je dejansko isto kot rast malega otroka. Ne? Na začetku, ko je mali otrok, ne vem, par let ima star, ne, in sreča psička, je to ho-ho. Okay? Na naslednjem nivoju je to kuži. Ne? In potem čez par let je to pes. Ne? Ampak to je ista zgodba. Ne? In ljudje, ki se dejansko osebno razvijajo, osebno ali pa osebnostno, se nima veze, razvijajo, dejansko dostikrat naletijo na različne informacije, na različna navodila, ne? Tako kot je recimo Carmen rekla, ne primerja se z nikomor drugim, primerja se samo s svojim potencialom. Ne? Ampak to je zopet na prvem nivoju, to je ho-ho nivo. A razumete zakaj? Zato, ker v bistvu bolj, ko se ti primerjaš z drugimi, bolj so to, bom rekel, stvari grejo lahko ali grejo v aroganco, jaz sem pa že toliko naredil, jaz sem pa toliko boljši kot ostali. Ja, seveda, ampak si ta prvi na vasi, pejti v mesto, tam so. A me razumete? V bistvu zaslužim 500 € več kot cela vas. Ja, v redu, pejti v mesto. To je pa v bistvu nek povprečni človek, a me razumete, karkoli že mesto pomeni za vas. Ne? Tako da dejansko problem pri nas je, da gremo vedno v manj ali več vrednostni kompleks. In dejansko tisti, kdo misli, da ima manj vrednostni kompleks, ima po drugi strani zagotovo tudi več vrednostni kompleks. Ne. To bomo drugič malo bolj razložili. Ne. Ampak dejansko morate vedeti, ne, na začetku seveda lahko rečeš, primerjaj se sam s sabo. Vedno se moraš primerjati sam s sabo in z svojim potencialom. Ali dejansko res živim danes boljše življenje, kot sem ga živel pred toliko leti. Glejte, recimo, jaz se ukvarjam z eno borilno veščino, izhaja iz Koreje. Ne? V Koreji do nedavnega, mogoče do pred 10 let, ali to je v bistvu gre tako, no? Dejansko niso poznali domov za ostarele. Zakaj ne? Zato, ker ostareli imajo tam posebno vlogo. Ostareli so starejši, ne ostareli. Okay. Ostareli izgleda kot neka grozna zgodba. Ampak starejši imajo neko posebno mesto. Oni so modri, oni dejansko svetujejo. Ne? In tako, seveda, a me razumete, mogoče orientalska modrost je mečken drugačna, kot tam unta star deda, ki ti teži, pa nekaj pa po svoje, pa tako kombinira. Ne? Ampak dejansko, plete, bolj kot smo starejši, dejansko moramo imeti več izkušenj.
To pomeni, da moramo vsako leto, ne glede na to, da imamo manj energije, da se nam neke stvari zmanjšujejo, moramo imeti drugačno življenje, moramo imeti boljše življenje, moramo biti bolj navdušeni nad svojim življenjem. Boljše partnerstvo, ne? Tudi to moramo pogledati. Ali imamo boljše, ali imamo še vedno isto, ali pa celo malo slabše. Ne? Ker če to opažamo, če to gledamo, potem vidimo, ok, zdaj je čas, da pogledam, kje sem in kam hočem. In nikoli ni prepozno, ker v bistvu to ni stvar, da ti enkrat narediš, pa postaviš vizijo za svoje življenje, pa nikoli več tega ne pogledaš, ampak ves čas korigiraš, ves čas postavljaš mogoče malo višje, malo drugače, ampak ves čas to delaš in ves čas imaš potem tudi smer pa smisel, kamor gre tvoje življenje. Ne? Ker se mi zdi, da je to ful pomembno, ker ko neko obdobje našega življenja, ko se mi zavemo, a ne, pri 40-ih ponavadi, da ok, eno obdobje je za nami, zdaj pa kam Vsaka naprej. okrogla obletnica, ali pa 50, Ja. pa 60, zdaj pa že konec in tako naprej. Ne. Ampak tisto, ko sem prej govoril, ena stvar je, da vedno, ko smo starejši, bi morali imeti boljše življenje. Seveda, ok, druga stvar je zdaj, ko gremo uradno v penzijo, ampak dejansko jaz sem skoraj prepričan, da naša generacija, pa to je dobra novica, da ne boste zdaj padali v neko obupno zgodbo, tisti, ki štejete še 10 let, odguram tole, pa potem grem v penzijo, pa imam potem mir. Ampak mir pred čem? Ja. A čakanje na grob, a čakanje, da umreš. Ne? Mi dejansko, ko imaš možnost, da kreiraš, dejansko se ves čas razvijaš, ves čas živiš življenje, se počutiš živega. Ker dejansko, ko ti, glejte, ampak penzija je bila čisto umetno ustvarjena in večina ljudi tega sploh ne ve. Ne? Penzija je bila ustvarjena za ljudi, ko se je dejansko neka vladajoča elita hotela na lep način znebiti ljudi, ki so bili stari, ne? In dejansko niso jih znali uporabiti, ne? Ampak dejansko niso jih pa hoteli užaliti in so potem rekli, zaslužite si. Ja. Zaslužite si, da zdaj počijete, v bistvu je bilo pa to rečeno, da je stari oladi, ne vmešuj se več in tako naprej. Ampak če znaš ti na pravi način tudi te ljudi vključiti, lahko dejansko celo življenje živiš in živiš in živiš. Ne? In kreiraš. Ja. In prej sem rekel, prvi korak je, da se primerjaš samo sam s sabo, s svojim potencialom. Ne? Ali danes dejansko tudi več zaslužite, kot ste pred 10 leti. Drugo leto več zaslužite, kot boste danes. Ne? Ena stvar je, da se primerjaš samo s sabo, in potem druga stvar je, da se primerjaš tudi z ostalimi. Ampak ne zopet na nek ta, kot smo rekli, ne, da greš v neko aroganco, ne, in da greš v neki manj vrednosti kompleks. Ne. Oni tam so imeli boljše pogoje, oni tam. V bistvu, dejansko, kot sem rekel, tisti ho, pa tisti kužek, ne, dejansko to je vse odvisno, na katerem nivoju si. In ko ti znaš te stvari dozirati, ali pa imaš nekoga, ki te pomaga voditi, dejansko vedno vidiš neko inspiracijo, vedno vidiš nekoga, ki je en korak pred tabo, vedno vidiš nekoga, ki dejansko je majčkeno več dosegel. Ampak potem moraš, če imaš vizijo, moja vizija je raziskovanje, moja vizija je življenje, moja vizija je, da nekaj več dosežem. Ne? Potem vedno iščeš način, kako lahko dobiš novo informacijo, kako lahko dobiš neko novo znanje, kako se vse čas razvijaš. Ne? Seveda pač, plejte, jaz vas popolnoma razumem, ne, da večina izmed vas dejansko hoče svoj mir. Ampak v bistvu, ko ti hočeš samo svoj mir, potem prvič s svojim življenjem zagotovo nisi zadovoljen, drugič za svojim partnerstvom zagotovo nisi zadovoljen, tretjič z svojim TRR ali bančnim računom zagotovo nisi zadovoljen. Ne. Ampak ko pa sprejmeš, plejte, se isto je kot fitness. Vem, da vsi ne hodite in ne hodijo in hodimo v fitness. Ampak recimo fitness ali pa recimo nek šport, ne? Ko se ti odločiš in ko začneš trenirati, ko se začneš razvijati, koliko se boljš počutiš, koliko dejansko čutiš svoj napredek, koliko je dejansko se ti življenje spremeni in isto na vseh področjih življenja. Hočeš izboljšati partnerstvo, moja vizija, da hočem biti najbolj ljubeče partnerstvo na svetu. In dejansko grem študirati, raziskujem, kaj pomeni, kaj potegne za sabo, kakšne odločitve moram sprejeti. A dejansko na kakšen način lahko inspiriram svojega partnerja, da greva graditi skupaj neko partnerstvo. Isto na poslu. Ne? Kakšna je tvoja vizija? Ne? Točno.
Skratka, zdaj smo nekako zaokrožili celo zadevo. Najprej, da se vprašamo, kakšna je moja vizija, pa tudi, da imamo v mislih ves čas to, da je vizija res pomembna za naše življenje, zato ker nam bo dalo tisto zadovoljstvo, smisel, motivacijo, da boste zjutraj vstali in, ne vem, šli narediti jutranji ritual, zato ker boste vedeli, zakaj ga delate. Da se bo, ne vem, karkoli s partnerstvom začeli ukvarjati na drugačen način. To je motivacija in nujno je, da to imamo. Ker v bistvu moramo razumeti nekaj. Vizija je dejansko osnova. Eno stvar je, ki jo nisva še poudarila tukaj, je, da vedno v partnerstvu, prej sva rekla, jaz moram imeti svojo vizijo, partnerka mora imeti svojo vizijo in midva mora imeti neko skupno vizijo, ki je dejansko večja od samo moje in njene vizije. Ker v bistvu, če je najna vizija, da hočeva zgraditi tako partnerstvo, če je najna vizija, da hočeva, ne vem, skupaj zaslužiti toliko denarja, če je najna vizija, da skupaj hočeva, ne vem, obiskati vse države po svetu, ko se pač ta situacija konča. Ne vem zdaj, kdaj to gledate, ampak razumete? Ne? In dejansko, ko pride v nek konflikt in recimo, ne vem, jaz bi šel teč, ona ne bi šla teč in potem rečem, da se ji spet ne da, pa ne vem kaj je ono tretje. V tistem trenutku moram jaz se pomisliti, ok, moja vizija je, da hočem teč. Ona ima v tem trenutku neko drugačno vizijo. Ampak v bistvu, kakšna je pa najna skupna vizija? Kakšno partnerstvo jaz hočem? In če jaz vem, da hočem eno čudovito partnerstvo, a je zdaj ta zgodba, neka moja mala ego zgodba, neka mala stvar, v katero se dejansko pač ukvarjam, a ima to sploh smisel? A razumete? Ne? Ker ljudje se prepirajo zaradi nekih malenkosti, ki sploh nimajo nobene veze. Ne? Ker dejansko, kot moj pokojni oče pravi, če imaš preveč časa, ti grejo neumnosti po glavi. Ja, to je res. A razumete? Ker ko imaš ti jasno vizijo, tudi nima. Glejte, recimo, če imam jaz neko vizijo, ne vem, gradim posel, potem recimo vem, da moram biti zdrav, da se moram dobro počutiti in tako naprej, in da del tega tudi dejansko, bom rekel, vsebuje, da grem na sprehod, da grem ven in tako naprej. In potem, ne vem, popoldne rečem, joj, draga, bi šla na sprehod, pa ona reče, joj, ne bi, mogoče bi raje gledala televizijo in tako naprej. Potem sta samo dve možnosti. A je njena vizija močnejša, da ostaneva tam na kavču, a je dejansko moja vizija, da hočem se nadihati, da hočem iti na sprehod in tako naprej in to večja. In zdaj, ko smo rekli, ena stvar je vizija. Iz vizije potem zgradimo cilje. Cilje, kaj so cilji? Cilji so v bistvu samo naše sanje, naše v bistvu to, kar dejansko si želimo, ki jim postavimo nek konkreten datum. Hočem narediti to, hočem zamenjati službo, hočem tako partnerstvo, hočem to. In potem dokdaj? Moramo imeti neko konkretno zadevo, saj približno. Lahko je cilj tudi v 10 letih, lahko je cilj do konca življenja. Pejte, se je neka vizija, da ne vem, za svojim sporočilom dosežem milijon ljudi. Ne vem, lahko mi bo vzelo 1 leto, nama bo vzelo, lahko nam bo vzelo 10 let, se nima veze. Ampak potem naslednje cilje, kako ti je rekla Carmen, pa moramo zopet dati v aktivnosti. Če hočem jaz do tega cilja pridati, moja vizija je ta pa ta, okay, ta vizija vsebuje neke cilje in ti cilji vsebujejo neke aktivnosti. In to pomeni, kaj moram jaz danes zjutraj narediti. Glejte, recimo, samo na kratko še, ker najna vizija je, da je danes ponedeljek, v bistvu, samo je praznik, ampak najna vizija je, da imava kmalu kosilo, moja vizija. Okay. Glejte, recimo, morate eno stvar vedeti. Recimo, malo raziskujem stvari, da vam bo lažje razumeti na moji prehrani, na hujšanju. In vedno opažam, če se držim mojega plana, isto je vse ostalo v življenju, ampak pri hujšanju boste lažje razumeli, da ne govorim ves čas o denarju. Ker če govorim o denarju, spet o denarju, mene denar zanima, ok. Veste, koga ne zanima denar? Tisti, ki ima z denarji probleme. Okay. Gremo nazaj na hujšanje. Vedno, ko se jaz držim mojega plana, ko se vse te stvari naredi,
gre moja teža, moja postava, moja lepota v pravo smer. Ampak, veste kaj? Te stvari se ne pokažejo takoj drugi dan. Razumete, ker jaz te stvari merim, tehtam, okay? Ampak vedno je kakšnih 3-4 dni zamika. Isto pa, ko imam nek stresni trenutek, ko imam neko tako zadevo, se najem, pojem celo 100-gramsko čokolado, ok, nič niste slišali? To se ne zgodi doskrat. Ne zgodi se, ampak Sploh se zgodi na par mesecev, okay? Ampak dejansko, ali pa kakšen drugi prekršek, ne, se zopet te stvari ne pokažejo takoj. Ne? Recimo, ne vem, se prazniki, potica, tretje se malo prekršil, naslednji dan grem na tehtnico, ne se ne pozna. Čez 3 dni, kaj pa je bilo to? A razumete? To pomeni, vedno tisti cilj, ki si ga postaviš, aktivnosti, ki jih delaš, ne, se dejansko potem pokažejo na daljši rok. Ja. Okay. Zato je vredno, da imamo vizijo. Ja. Na vseh področjih. In da vztrajamo, da dejansko vemo. Ne? Seveda, tukaj, ko si postavimo cilje, to je spet druga zgodba za drugič, je smiselno, da dejansko preverimo pri nekom, ki ima izkušnje, hej ti, če želim ta cilj doseči, če je ta moja vizija, kaj pa ti misliš, koliko bo treba investirati, koliko časa bo to trajalo, kdaj bom jaz dokaj prišel, koliko moram jaz dejansko delati na sebi, koliko moram vložiti. Ne? Ker pride dosti, krat iskreno povem, pride nekdo k meni, da bi spremenil življenje. 40 let življenja v enem pogovoru. Ne vem. Mislim, edini pogovor, ki bi bil, da po 40 letih, če bi, ne vem, bi bil, ja, poročim se s tabo in ti pomagam naslednjih 10 let, da se spremeni. A me razumete? Ne? To je nerealno. Ne? Moramo dejansko vedeti, da tisto, kar smo, nekaj, če smo šli na rovno smer, ok, bomo šli na pravo smer, gremo nazaj, tako isto kot po poti. Greš po poti, zaideš, greš nazaj, vprašaš za pot in greš potem naprej. Zopet, ne. Zaključek. Jaz bom čisto kratka. Zelo je pomembno, da imamo vizijo za našo motivacijo, za našo smer, za naš občutek smisla, predvsem to, da je naše življenje nekaj pomenilo, najprej nam, potem pa tudi v bistvu skupnosti, družini, našim najbližjim, širši okolici, da mi nekaj damo, da s tem, ko mi dosežemo svoj potencial, v bistvu dajemo drugim vedeti, da je to možno tudi za njih in to je nekaj v bistvu zelo pomembnega, kar v življenju lahko predamo drugim. V bistvu mogoče moje sporočilo je, da prva stvar je zavedati se morate, da ste bolj pomembni, kot v tem trenutku to čutite. Kot v tem trenutku to verjamete. Vaše življenje je bolj pomembno. Ker ko boste gledali nazaj potem, ali pa če že gledate, ne, na neke zamujene priložnosti in vse te zadeve, ne, na stvari, ki jih niste naredili, ki ste jih izpustili, ki vam je bilo strah in tako naprej. Ne. Dejansko vaše poslanstvo, da živite svoj potencial v nekem osebni zgodbi, ne, v neki partnerski zgodbi in dejansko tudi doprinos, ki ga, se pravi, v Sloveniji o tem ne govorimo toliko, ne, ampak dejansko bom rekel, neka zapuščina, tisto, kar lahko zapustite tudi drugim. Lahko je to samo nek način življenja, lahko je pa to neke izkušnje, dejansko neke stvari, ki ste jih v življenju doživeli in dejansko drugim potem ni treba po istih zadev, po istih, bom rekel, korakih bloditi in tako naprej. Ne. In te stvari so bistveno bolj pomembne in bistveno bolj dragocene in vi vsi ste bistveno bolj pomembni in bistveno bolj dragoceni, kot se zavedate. Tako da res delajte na svoji viziji, razvijete vizijo, če rabite podporo, najdite nekoga, da vas lahko podpre, mentorja, coacha, karkoli že je. Tako da vizija, zelo pomembno je vizija, ker v bistvu vizija je kompas. Če nimaš neke vizije, če nimaš neke usmeritve, potem samo tavaš in se vrtiš v krogu. Okay. To je bilo za danes. Ostanite čudoviti in vas lepo pozdravljava. Čau, čau, čau.